magistra Iris Lojevec, predstavnica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vabim vas, pravzaprav mi smo stare znanke k besedi, izvoli. Lepo pozdravljeni. No, pri nas pa denarja ni, oziroma vsaj ga je vse manj. Morda tudi upoštevajo okoliščine, razmere na trgu dela, kajti zavedamo se, da je v evidencah Zavoda za zaposlovanje vse manj brezposelnih, da je potreba po novih delavcev vse večja. Delodajalci sporočate o tem, da kadrov ni, o tem, kaj več morda kasneje. Moj namen, takole bom še rekla, težko bi si zaželela boljše osnove za današnjo predstavitev od vseh slišanih naukov, izhodišč strokovnjakov z današnjega srečanja. Tako da se vam zahvaljujem za res krasno podlago. Sama pa sem bila naprošena, da vsebino današnjega srečanja povežem z načinom, kako evropskim in nacionalnim smernicam po trajnostni družbi, trajnostnem gospodarstvu, zelenem, digitalnem gospodarstvu, sledi s svojimi izvedbenimi ukrepi Zavod za zaposlovanje. Kot sami verjetno že poznate, je Zavodu za zaposlovanje, ki ga zastopam, torej bila zakonom zaupano izvajanje 4 temeljnih ukrepov države na trgu dela. To so predvsem ti ukrepi zavarovanja za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz tega naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Morda se na prvi pogled z današnjo temo to niti ne ujema, vendar je sestavni del zavarovanja in zagotavljanja pravic tudi fleksibilnost državljanov na trgu dela, tako imenovana flexicurity. Današnje in prihodnje generacije se več ne srečujemo s stalno zaposlitvijo, smo danes že tudi slišali. Stalno zaposlitvijo moramo se znajti na trgu dela, moramo znati ostati brezposelni, in ta svoj čas izkoristiti za nadaljnji razvoj svojih osebnih karier, zaposlitvenih karier. Zato je to seveda pomembno tudi pri razvoju veščin, spretnosti, kompetenc pri izkoriščanju svojih prednosti na trgu dela oziroma zagotavljanju prednosti na trgu dela. Drugi takšen ukrep je izvajanje storitev, izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in posredovanje zaposlitve. To v glavnem, kar večina nas povezuje z dejavnostjo Zavoda za zaposlovanje. In zadnji zelo pomemben ukrep, zaradi katerega sem jaz danes tukaj, pa je izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so programi, s katerimi država spodbuja povečanje zaposlenosti, zmanjšanje brezposelnosti, s čimer tako imenovano regulira stanje na trgu dela, spremenjujoče se razmere na trgu dela, odpravlja neskladja. In Zavod za zaposlovanje seveda ima pri tem pomembno vlogo. Jaz se bom skušala omejiti statističnim podatkom, pa morda povsem v celoti to ne bo šlo. Namreč z ukrepi aktivne politike zaposlovanja želimo pomagati predvsem ranljivim skupinam na trgu dela, zmanjševati razlike med neenakimi. Vemo, da nas na poti do zaposlitve ločijo različne lastnosti in zaradi tega, ker posamezniki potrebujejo več kot nekateri drugi, želimo seveda predvsem slediti potrebam slednjih. Tistim, ki torej potrebujejo več storitev, več poglobljene obravnave, morda več ukrepov države. Začela sem s tem, da na zavodu pa vse bolj se srečujemo s tem, da sredstev nimamo več toliko kot nekoč. Od leta 2018, na kratko, samo da vam pokažem, lahko razberete, kakšno število udeležencev v programe aktivne politike zaposlovanja smo beležili v letu 2018 in koliko sredstev je bilo v ta namen izplačano in kako se je potem število udeležencev oziroma število vključenih v ukrepe in sredstva, kako se je to zmanjševalo. Kot sem že prej rekla, tudi na račun spremenjenih razmer na trgu dela. Za aktualno obdobje leta 2023 imamo v primerjavi z letom 2018, vidite, drastično nižje planirano načrtovano število vključitev v programe in seveda na voljo tudi bistveno manj sredstev, kar pomeni, da nas čakajo izzivi več poglobljene obravnave, več kakovostnega in individualiziranega, boljšega, kakovostnejšega, torej individualiziranega dela s posameznikom.
Za izvajanje ukrepov država nam zagotavlja določene smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, zapisane so v pravnih podlagah, ki jim seveda sledimo, bi pa izpostavila pri obstoječih ukrepih aktivne politike tudi takšne, ki se lahko spreminjajo na podlagi nenadnih strukturnih neskladij, strukturnih sprememb. Zavod za zaposlovanje izvaja izmed 5 ukrepov aktivne politike zaposlovanja zlasti 3. V preteklih obdobjih verjamem, da ste izobraževalci odraslih veliko slišali o programih formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih. Znotraj ukrepov usposabljanja in izobraževanja ima zavod pomembno vlogo pri usposabljanju brezposelnih oseb ali tudi iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. To je posebna ciljna skupina, ki se srečuje s skorajšnjo brezposelnostjo, katerih del torej bo postalo v kratkem nepotrebno. Zakon o tem natančno določa, kdo to je, ne bom se spuščala zdaj v definicije, ampak skratka, v glavnem so programi formalnega in neformalnega izobraževanja namenjeni brezposelnim in zaposlenim z namenom pridobivanja dodatnih znanj, spretnosti, veščin, predvsem za trg dela. Zato so ti programi pogosto kreirani v sodelovanju s socialnimi partnerji, konkretno za potrebe trga dela, tako imenovani tailor-made programi, jih poznate, a ne? Kajti šolski sistem pogosto ob spremenjenih razmerah na delovnih mestih ne ponuja izobrazbe, ne ponuja znanj iz tega izobraževalnega sistema. Zato v sodelovanju s socialnimi partnerji zavod pripravlja konkretne vrste, oblike izobraževanj prav za potrebe posameznih delodajalcev, združenj delodajalcev. Znotraj ukrepov aktivne politike, znotraj konkretnih programov usposabljanja poznate verjetno tudi program pridobivanja nacionalnih poklicnih in temeljnih kvalifikacij, program PUMO, programe usposabljanja na delovnem mestu in programe formalnega izobraževanja. Bom se na kratko dotaknila najbolj ključnih. V okviru spodbud za zaposlovanje so med javnostjo, zlasti delodajalci, najbolj znane oblike pomoči pri zaposlovanju, tako imenovane oblike subvencioniranja zaposlitve, zmanjševanja stroškov dela delodajalcev pri zaposlovanju oseb, ki bi brez te pomoči sicer lažje dobile zaposlitve. Se pravi, ti programi spodbujanja zaposlovanja so predvsem namenjeni tistim, ki bi sicer jim grozila dolgotrajno brezposelnost ali pa so že ranljive skupine na trgu dela. Torej so dolgotrajno brezposelni, so brez izobrazbe, so starejši od 50 let, so iz različnih ranljivih skupin, se jih bomo še tudi dotaknili. In znotraj ukrepov izvajamo tudi kreiranje delovnih mest, predvsem z namenom povečevanja socialne vključenosti. Izguba zaposlitve seveda vodi tudi v socialno izključenost. In s tem namenom želimo preko programov javnih del in zelo uspešnega pilotno izvedenega programa učnih delavnic in kreiranja delovnih mest v neprofitnem sektorju smo v zadnjem obdobju beležili zelo lepe rezultate. Izvajalci ukrepov aktivne politike zaposlovanja so na Zavodu za zaposlovanje vezani na vpis v register, se pravi izvajalci neformalnih in formalnih oblik izobraževanja se pri Zavodu izbirajo preko registra izobraževalcev, preko registra zunanjih izvajalcev za programe neformalnega izobraževanja, preko javnih povabil, neposredno po zakonu o urejanju trga dela in v nekaterih primerih tudi preko individualnih vlog. Kot sem pa že prej rekla, se pa sami programi oblikujejo upoštevaje evropske politike, evropske smernice, potrebe lokalnega trga dela, kot že tudi omenjeno, na podlagi statističnih podatkov Zavoda za zaposlovanje, seveda, ko ugotavljamo, kakšne so potrebe na trgu dela in kot rečeno, sodelovanju s socialnimi partnerji. Gotovo vam je zelo znan program, uspešen program PUMO, ki razvija veščine, spretnosti, predvsem mlajših oseb, ki so izgubili stik s trgom dela, ki so izpadli iz šolskega sistema, predvsem z namenom, da se v ta šolski izobraževalni sistem vrnejo, pridobijo poklic, pridobijo izobrazbo, se naučijo spet vlagati vase, ali pa, če je to povsem nedosegljivo, da se uspešno zaposlijo in tam v nadaljevanju spet pridobivajo svoje izkušnje in ostanejo oziroma si povečajo nadaljnje zaposlitvene možnosti. V programih formalnega izobraževanja se
trudimo predvsem v zadnjem obdobju, ko nam je sredstev za, če se boste morda spomnili, izpred 10 let je Zavod za zaposlovanje veliko vlagal v pridobivanje formalne izobrazbe vseh, ki te niso imeli, tudi za dosego 7. ravni izobrazbe, program 5000, program 10 000, 10 000 plus, če se spomnite nekateri, smo včasih izvajali, pač zdaj smo omejeni sredstvi na predvsem zaključevanje oziroma na izvajanje programov, ki omogočajo zaključevanje osnovnošolske izobrazbe oziroma zaključne letnike tehničnih poklicnega izobraževanja in v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij pridobivamo tiste v krajših oblikah usposabljanja, spodbujamo pridobitev temeljne listine za pridobitev torej spričeval, spretnosti, kompetenc za upravljanje nekega poklica in seveda s tem povezanega potrdila o pridobljeni tej listini. Tole sem že tudi omenila, da izbiramo izvajalce preko registra zunanjih izvajalcev. V okviru, tle bi rada poudarila, v okviru programov neformalnega izobraževanja Zavod vodi kar bogat nabor izvajalcev vpisanih v register pri Zavodu za zaposlovanje, ki smo jih v povezavi s smernicami Evropske unije v zadnjem obdobju zaprosili, da bi svoje obstoječe programe, ki jih za naše brezposelne oziroma iskalce zaposlitve že izvajajo, dopolnili z vsebinami, ki vodijo v večjo digitalno pismenost in v zeleno, se pravi v tiste vsebine, ki so potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja. Te programe smo dopolnjevali, izvajalci so del vsebin namenili temu, in morda še ena od posebnosti, COVID nas je malo naučil, da se da izobraževati in delati seveda tudi nadaljavo, zato smo na Zavodu za zaposlovanje oblikovali tudi neformalne oblike izobraževanja kot tako imenovane e-učenje, e-new, e-oblike usposabljanja za brezposelne osebe. Prednostno ali pa začetno smo začeli z izvajanjem računalniškega opismenjevanja, se pa vse bolj nagibamo tudi na učenje tujih jezikov in seveda tudi drugih potrebnih vsebin za trg dela. Pri tem bi rada poudarila, ti programi niso nič slabši od rednih v živo izvedenih programov, nam pa seveda drastično zmanjšujejo stroške same in navsezadnje vplivajo tudi na okolje, sledijo ostalim smernicam. Programi usposabljanja na delovnem mestu so namenjena skupinam, brezposelnim in iskalcem zaposlitve, v določenih primerih tudi tistim, ki jih z javnim povabilom izrecno predpišemo. Recimo aktualno trenutno je izvajanje programa usposabljanja na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite. Lahko razberemo, da seveda Zavod za zaposlovanje preko javnega povabila izbira te izvajalce, namenjeni pa so te programi usposabljanju oseb do 6 mesecev konkretno na delovnem mestu za pridobivanje veščin, spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri samem delodajalcu in, kar je pomembno pri tem, velik del usposabljanj, ki jih Zavod za zaposlovanje na ta način spodbuja, se pogosto zaključi z redno zaposlitvijo. Kot sem že rekla, Zavod za zaposlovanje seveda sledi smernicam trajnostnega razvoja, sledi zdaj v bodoči prihodnji finančni perspektivi programu Evropske kohezije. Zato smo obstoječe programe formalnega, neformalnega izobraževanja, kot že rečeno, dopolnili z razvojem digitalnih kompetenc in zelene preobrazbe. Kar pa je zelo pomembno, pa morda še manj znano v okolju, pa so posodobljeni programi subvencioniranega zaposlovanja. V preteklih obdobjih smo bili vajeni, da je Zavod za zaposlovanje spodbujal zaposlovanje brezposelnih pri delodajalcih z dodelitvijo subvencije za zaposlitev, ko je delodajalec izbrani seveda po predhodnih postopkih
zaposli osebo, je tako rekoč oseba tam ostala do izteka pogodbenih obveznosti in največkrat se je zaposlitev tudi ohranila, ampak z novostjo smo pa delodajalce spodbudili k temu, da vse osebe vključene v določene programe, trenutno aktualne, tudi usposabljajo. Obvezno usposabljajo tudi mentorje, ki jim morajo v tem času stati ob strani. Programi, morda takole, program hitrejšega vstopa mladih na trgu dela, ki ga, menim, ve ljudske univerze, ki ste tukaj pretežno prisotne, verjetno poznate, kajti, kolikor mi je znano, nekatere celo izvajate izobraževanje prav za ciljno skupino oseb, ki so vključene v programe hitrejšega vstopa mladih, mislim, da Kranj, pa Sevnica in verjetno še kdo. Skratka, s programom spodbujanja zaposlovanja želimo delodajalce spodbuditi k temu, da bi ne le novo zaposleno osebo usposabljala, ampak usposabljala tudi mentorja, da mentorja tudi ves čas brezposelni osebi zagotavlja. Nekaj podobnega izvajamo ali pa želimo tudi pri programu Priložnost zame in morda sem nazaj, kako grem tukaj nazaj? Na zelenih delovnih mestih, zdaj izvajamo program zelenih delovnih mest, konkretno spodbujamo delodajalci pri kreiranju takšnih delovnih mest, ki bodo prijazna okolju. To se pravi zeleno gospodarstvo, trajnostni razvoj in odpiranje novih delovnih mest pa ohranitev zaposlitve na teh delovnih mestih. Sonček, ja, slišim. Želela bi vam za konec povedati samo še nekaj o programu učne delavnice Minutko obljubim. To je bil pilotni program Zavoda za zaposlovanje, ki je bil namenjen najbolj ranljivim osebam na trgu dela. To so osebe, ki pri Zavodu za zaposlovanje potrebujejo poglobljeno obravnavo. To so brezposelne osebe, ki so lahko starejši, Romi, brez izobrazbe, dolgotrajno brezposelne osebe po prestajanju zaporne kazni, ki so v postopku zdravljenja odvisnosti od drog. S temi brezposelnimi, težko zaposljivimi, za res zelo poglobljeno obravnavo je Zavod dosegel izjemne rezultate. Po 6 mesecih usposabljanja se je velik del teh udeležencev učnih delavnic zaposlilo pri delodajalcih, ki so po 6 mesecih po zaključeni obvezni zaposlitvi še v deležu 64% po 6 mesecih obvezne zaposlitve ostali v rednem delovnem razmerju pri njih, pa so bili prej, kot rečeno, zelo ranljivi na trgu dela, zelo potrebni posebne obravnave. No in še potem 1 leto po izteku programa v deležu 55% tudi zaposljivi. Hočem povedati, da v sodelovanju s socialnimi partnerji s potrebami posamezne, se pravi s preučitvijo potreb ciljne skupine uporabnikov, vsi skupaj lahko ustvarjamo čudeže. Zato poleg obstoječih ukrepov aktivne politike država v sodelovanju z našim seveda Ministrstvo za delo pa za šolstvo oziroma izobraževanje pa okolje in prostor, z roko v roki, mislim, da smo na dobri poti. Hvala. Hvala lepa, gospa Iris. Ogromno stvari se dogaja in kar vidimo, seveda je tudi ena spremenjena vloga Zavoda za zaposlovanje. Želimo vam veliko uspeha, veliko ljudi ali malo ljudi, niti ne vem, kaj bi rekla, vsekakor pa ne istih ali pa enakih ljudi kot v preteklosti. In dobra novica je vsekakor tudi ta, da imate poglobljene, daljše seanse, ukvarjanje s tistimi, ki to potrebujejo. Hvala lepa.